Četrti dan šmarnic, ko zvemo, kako velika so nebeška vrata. Peter se je v cerkvi pogovarjal z Jezusom na križu. Ko se je naslednjega dne vrnil, je Jezus molčal, zato se je Peter začel razgledovati po cerkvi. Nenadoma ga je nekdo poklical. Peter se je obrnil za glasom, ki je prihajal od oltarja. Tam sta vsak na svoji strani stala kipa dveh mož. Eden je imel v roki knjigo in ključe, drugi pa poleg knjige še meč. Nenadoma se je tisti na levi, tisti s ključi zganil, pretegnil, se prav po moško usedel na podstavek in si glasno oddahnil. O, tole je že bolje. Zabingljal je z nogama, ki sta mu viseli z podstavka, in pogledal Petra. Star sem in utrujen. Se mi zdi, da že celo večnost takole stojim. Res je bil star. Starček. Imel je kratko pristriženo sivo brado in plešo. Le sredi čela se mu je kodral pramen, prav tako sivih las. Peter se je plašno približal. Kdo si? Je vprašal. Peter, je rekel starček. Ja, tukaj sem, je odvrnil fantič. Ja, vidim, da si tukaj, se je zasmejal starček. In vem, da si Peter, ampak tudi jaz sem Peter. O, seveda, je bilo malemu v hipu jasno, kar malce nerodno. Se vem, ti si Peter apostol, ti imaš ključe nebeškega kraljestva. Apostol je veselo pomahal z njimi. Aha, kar poglej jih. Z njimi torej odpreš ljudem pot v nebesa? O ne, ljudje si pot v nebesa odprejo z dobrimi deli in z ljubeznijo do Boga in z ljubeznijo do drugih. Z vero. Veliki so, si je fantič še naprej ogledoval ključe, ki so se bleščali v svetnikovi roki. Kako morajo biti šele velika vrata, ki jih ti ključi odklepajo? Zdaj se pa motiš. Tako kot mnogi, se je zresnil Peter. Nebeška vrata so ozka. In tudi pot do nebes je ozka. In strma, zopet se je nasmehnil. A vse gre lažje, če si Jezusov prijatelj. Ti si Jezusov prijatelj, kaj ne? Je vprašal mali Peter. Veliki Peter pa se mu je v odgovor nasmehnil. Ja, pa tudi tvoj prijatelj sem in zavetnik. Moj zavetnik? Se je začudil fantič. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da si moj varovanec, je rekel sveti Peter. Da iz nebes še prav posebej pazim nate. Te čuvam in zate prosim pri Bogu. A tako, je kimal mali. Tako ja, je prikimal tudi stari. Nato pa vprašal. In godujeva? 29. junija, je kot iz stopa izstrelil fantič. To pa vem. Prav kmalu bo, komaj čakam, da dobim darilo. A ti tudi dobiš darilo za god? Ga je še zanimalo. Najlepše darilo zame je, če se moji varovanci, vsi Petri in Petre, lepo obnašate. Če ste pridni in dobri, če se vzpenjate po strmi poti, če ste veseli, potem je tudi v nebesih veselo. Sveti Peter je hudomošno pogledal malega Petra. Si ti priden? No, je zamomljal fantič. Trudim se že. Tedaj je v cerkvenem zvoniku nenadoma zaškripalo in v naslednjem hipu se je oglasil zvon. Zakaj pa zvoni? Se je začudil Peter. Nato pa se je v njem prebudil ministrant. A je kdo umrl? Da, je mirno odvrnil apostol Peter in je bil naenkrat čisto resen, skoraj žalosten. Betek je in ura je 3. Zvonil spomin na dan in uro, ob kateri je Jezus umrl na križu. Zame, zate, za vse ljudi. Z očmi je obstal na freski, ki je bila naslikana nad zakristijskimi vrati. Peter je sledil njegovemu pogledu in se še sam zazrl v sliko, ki je prikazovala Kalvarijo. Rimski stotnik na konju, 2 vojaka, ki mečeta kocke za Jezusovo suknjo, 3 križi, na njih Jezus ter na levi in desni razbojnik. Pod križem 2 človeka, ki se norčujeta iz Jezusa, in Marija, še 2 ženi in neki mladenič. Kje si pa ti? Je vprašal fantič. Kje si bil, ko so križali Jezusa? Tedaj je apostol zahlipal, Peter se je presenečen obrnil k njemu, starček pa je obraz zakopal v dlani in bridko zajokal.
da je Petra kar stisnilo pri srcu. Pozdravljeni, otroci! A veste, kateri svetnik goduje danes? Sveti Florjan, zavetnik gasilcev. Pogosto ga lahko najdemo s škafom vode v rokah, kako gasi požar. Vaša današnja naloga je tako poskus z ognjem in vodo, ki sta zaščitna znaka svetega Florjana. Ampak tega ne počnite sami. Za pomoč poprosite svoje starše. A ste pripravljeni? Za ta poskus boste potrebovali krožnik, pa ne vzemite tistega papirnatega, prazen steklen kozarec, nekaj vode, barvilo, s katerim boste vodo pobarvali, lahko je to barvilo za hrano ali pa recimo vodene barvice, če jih imate, potem čajno svečko in vžigalnik ali vžigalice. Pri uporabi tega naj vam pomagajo starši. Pa začnimo. Pripravimo krožnik in na sredino položimo prižgano čajno svečko. Okoli svečke polijemo pobarvano vodo, tisto vodo od prej, ki smo jo pobarvali recimo z vodenkami. Če je potrebno, malce popravimo, da je tekočina lepo razporejena okrog svečke. Pazimo, da tekočine ni preveč. Nato svečko pokrijemo s kozarcem in opazujemo, kaj se zgodi. Ste videli? Voda se je izmuznila v kozarec, svečka pa je ugasnila. Kaj se je zgodilo? Plamen svečke segreje zrak v kozarcu. Topel zrak se hitro širi. Ko pa plamen ugasne, se zrak ohladi in hladen zrak zavzame manj prostora, tako da se skrči in ustvari podtlak. To pomeni, da je zunaj kozarca večji pritisk kot znotraj. In ta večji pritisk zunaj potisne vodo v kozarec. Naša svečka je res ugasnila, ampak vam pa želim, dragi otroci, da vaša svečka veselja fino in močno gori še naprej. Pa srečno! Dragi otroci, skupaj sedaj zmolimo še današnjo sklepno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes se je Peter zapletel v pogovor z apostolom Petrom, svojim zavetnikom. Sedaj pa skupaj prosimo naše zavetnike, da naj nas varujejo in spremljajo v življenju in prosijo za nas, našega preljubega Jezusa. Zato molimo, Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Vsi svetniki in svetnice Božje, prosite za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.